Danes v Pomurskem dnevniku stečaj hotel Diana. Letalski prelet v znak zahvale. Nova pravila v soboški bolnišnici. Začeli z deli na Kocljevi. Vreme, jutri delno jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Mursko-soboški hotel Diana s skoraj 30 zaposlenimi je zaradi likvidnostnih težav pristal v stečaju. Tako je delavcem povedalo vodstvo hotela, a sodišče še vedno ni objavilo oklica stečaja. Zaposlenim podjetje dolguje še celoten ali del regresa za leto 2016-2017 in za lansko leto. Zadnja plača, ki so jo v celoti prejeli na svoj račun, je januarska. Ali del zaposlenih še vedno dela. Direktor pa priznava, da jim plačuje na roko v gotovini ter napoveduje ustanovitev novega podjetja. Suzana Jančar je v hotelu Diana delala 36 let. Po dopoldanskem sestanku z vodstvom hotela pogovor z nami prične tako. Verjamete, ni enostavno, ne? Težko situacijo ponazori z datumom, ko so zadnjič prejeli plače. 30.3. 60 evrov akontacija na računu za plačo v februar. Od takrat pa čisto nič. Do nadomestil iz ukrepov za blaženje posledic epidemije delavci niso bili upravičeni, saj družba Hotel Diana tudi državi ni poravnala svojih obveznosti. Vodstvo je v ponedeljek delavcem na sestanku povedalo, da je bil predlog za stečaj podan že 14. maja. Žal tej novici ne vem, ali lahko verjamemo ali ne, glede na to, da na Ajpesu ni bilo še zaznati nobenega oklica stečaja. Sodišče, ki stoji na drugi strani križišča kot hotel Diana, oklica ni objavilo, a kljub temu, da so dobili le 60 evrov februarske plače in stečaj še vedno ni bil oklican, je direktorju Boštjanu Sercu uspelo prepričati nekaj natakaric, da delajo v hotelski slaščičarni. Plačilo je na roko na podlagi podpisa, se pravi, katerega bomo potem lahko tudi pozneje zagovarjali, kajti po zakonu lahko 450 evrov oziroma 420 evrov plačamo tudi v gotovini. Ob tem Serec kljub stečaju in neplačevanju delavcev že napoveduje ustanovitev novega podjetja in prezaposlitev nekaterih delavcev. Moja prioriteta je to, da se zadeva čim prej zaključi, da naredimo neko socialno varnost za zaposlene in potem, da začnemo tudi novi krog, oziroma da se jim ponudi možnost, sigurno pa dejansko je tudi razgovor na podlagi tega, ko bo ustanovitev nove firme, da se jim ponudi, se pravi starim zaposlenim, da se ponudi delovno mesto, seveda, če ga ne bodo sprejeli, se bo podal pač možnost zaposliti drugim. Generalna sekretarka sindikata delavcev v gostinstvu in turizmu Breda Črnčec ob napovedi takšnega scenarija le zmajuje z glavo. Jaz vam moram reči, da pri svoji zdravi pameti enostavno sploh ne morem razmišljati v tej smeri, da bi se vrnila k istemu vodstvu, ki je dobesedno živelo na nekih obljubah, pa nič od tega ni izvrševalo in bi spet šla nazaj v njegovo okrilje. To je zame nesprejemljivo. Suzana Jančar se še ni dokončno odločila o ponudbi za zaposlitev v novem podjetju, a priznava, da bi zadnja 4 leta do upokojitve raje oddelala kje drugje. Vojaška letala so v ponedeljek v formacijah preletela Slovenijo in zdravstvene zavode v celotni državi z izjemo Pomurja. Toda spektakel na našem nebu je zagotovil pomurski pilot Peter Podlunšek. S preletom nad Pomurjem so želeli sporočiti, da spoštujejo trud vseh, ki so delali v času epidemije koronavirusa. Ko smo videli, da je Prekmurje pač izpadlo iz vojaškega preleta F-16 in pa Pilatusov, smo se seveda organizirali in z našim preletom danes okrog Pomurja počastimo vse tiste in se zahvalimo, kateri so v bistvu prispevali v naši regiji za naš boljši jutri. Nad Pomurjem je letelo kar 9 letal. Da bomo naredili 3 formacije po 3 letala, ker danes je precej turbulentno in smo se odločili, da bo skupina manjše in smo prva skupina, bo hitra skupina, pa 2 počasni in bomo v bistvu po isti ruti potem leteli en za drugim. V splošni bolnišnici Murska Sobota so zaradi razmer ob novem koronavirusu spremenili način dela. Paciente, ki bodo prihajali v specialistične ambulante na nenujne zdravstvene preglede, pred obiskom ne bodo več klicali po telefonu zaradi epidemiološke poizvedbe o novem koronavirusu,
ampak bodo ob vabilu dobili tudi vprašalnik o znakih, ki bi lahko kazali na okužbo. Ta vprašalnik si lahko vsak tudi natisne, najdete ga na spletni strani bolnišnice in izpolnjenega prinese na pregled. Vstop v bolnišnico bo mogoč samo, če bodo vsi odgovori na vprašalniku negativni. Če bo na njem vsaj eden pozitiven odgovor, naj pacient pokliče po telefonu na številko 02 51 23 730, da bo dobil nov termin. Kdor ob prihodu ne bo imel izpolnjenega vprašalnika, v bolnišnico ne bo mogel vstopiti. Termini, ki so jih pacienti prejeli pred 15. junijem, veljajo samo za kirurške ambulante. Vsi drugi bodo dobili nove termine, tudi tisti, ki jim je pregled zaradi pojava koronavirusa odpadel. Na specialistični pregled naj pacienti pridejo največ 15 minut pred naročenim terminom z zaščitno masko, ki si jo morajo nadeti že pred vstopom v bolnišnico. Če je možno, naj pridejo na pregled sami, brez spremljevalcev. Naročanje je mogoče samo po telefonu in elektronsko. Osebno naročanje trenutno ni mogoče. Prav tako so obiski v bolnišnici še vedno popolnoma prepovedani. Makadamsko zemljišče v središču mesta, ki so ga številni dolga leta uporabljali za parkirišče in je zdaj že leto in pol zaprto z betonskimi ovirami, bodo pozidali. Podjetje Imoreal, ki je lastnik zemljišča, je že začelo z gradnjo novega stanovanjskega poslovnega objekta. Tako se bo zaključila pozidava zahodne linije Kocljeve ulice. Objekt je načrtovan z novimi tehnološkimi in ekološkimi rešitvami, ki poleg varstva narave pomeni tudi energetsko učinkovitost. Na severni strani bo vzporedno s fasado Panonske objekt stanovanji, ki so ga poimenovali blok v Varaši. Ob ulični liniji Kocljeve bo objekt s poslovnim programom, ki bo deloval tudi kot bariera stanovanjem in jim ponujal več zasebnosti. Pri načrtovanju so sledili viziji razvoja Murske Sobote kot zelenega mesta z visoko kakovostjo bivanja. Za dokončanje del bodo potrebovali dobro leto dni, tako da bi objekt v središču mesta stal poleti prihodnje leto. Na voljo bo 27 stanovanj v 4 nadstropjih različnih tipov. Orientacija stanovanja je različna in ponuja izbiro stanovanja s pogledom na ulico, na sončni zahod ali stanovanja na jugu z razgledom na zeleno streho. V Pomurju pa tudi v Murski Soboti je v zadnjem času kar nekaj ponudbe novih stanovanj, a v Imorealu so prepričani, da je ponudba še vedno majhna, predvsem pa, da v mestnem središču primanjkuje kakovostnih stanovanj. Začeli so tudi s prvimi koraki do 2,5 milijonske investicije v Murski Soboti, kjer obljubljajo zaposlitev za okoli 70 ljudi. Poročali smo že o nameri gradbenega podjetja Drava s Ptuja, da bi na mestu stare kirurgije postavili novo poslovno stavbo, v kateri naj bi delo dobilo okoli 70 inženirjev. V novi poslovni stavbi naj bi tako prostore dobilo med drugim računalniško podjetje Innova IT iz Maribora. Sprva se je glede projekta zataknilo pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki se ni strinjal z rušenjem stavbe, ampak sta obe strani vendarle dosegli dogovor. Pred dnevi so začeli z rušenjem stare kirurgije, ki je bila že precej dotrajana. Gradnja novega objekta bo predvidoma trajala 8 mesecev. Gre za investicijo, ki je ocenjena na okoli 2,5 milijona evrov. Ob novi poslovni stavbi je načrtovan tudi paviljon s prostori za medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota, ki je delni lastnik stavbe. Turistične bone naj bi bilo možno koristiti najpozneje od 15. junija naprej. Vsa odprta vprašanja pa bodo urejena z uredbo, ki jo vlada še pripravlja. Eden od nosilnih ukrepov tretjega protikorona paketa so poleg subvencioniranja skrajšanega delovnega časa tudi turistični boni. Po sprejetju v državnem zboru zakon že velja, ampak turističnih bonov še za zdaj ni mogoče koristiti. To naj bi bilo možno v roku 2 tednov, pripravlja pa se tudi uredba, ki bo uredila vse dodatne podrobnosti glede bonov. Posamezni bon bo sicer treba izkoristiti naenkrat, proračun pa bodo stali 345 milijonov evrov. Boni bodo tudi prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena. Bon pa se ne bo štel v dohodnino, ravno tako ne bo vplival na druge pravice iz javnih sredstev. Kot je na včerajšnji tiskovni konferenci pojasnil vladni govorec Jelko Kacin, mora zdaj FURS vzpostaviti informacijski sistem in turistične bone naložiti na davčne številke prebivalcev Slovenije. Ko bo to opravljeno, bo vsak prejel sporočilo, vse pa bo potekalo v elektronski obliki. Od takrat dalje bo mogoče tudi opraviti rezervacijo. Kot če izhaja iz zakona, pa so kazni za zlorabe bonov precej visoke.
Obenem je kaznivo tudi zaračunavanje višjih zneskov ob koriščenju bonov, kar smo bili priča pred kratkim pri nekaterih ponudnikih. Točno višino kazni najdete na sobota.info.com, nadzor pa bo sicer izvajal Tržni inšpektorat Republike Slovenije. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo predvsem na zahodu nadaljevale tudi v večer. Kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tedna pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli večinoma sončen dan s temperaturami okrog 22 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 20 stopinj, v Murski Soboti in Radencih 22 ter v Lendavi stopinjo več. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo predvsem na zahodu nadaljevale tudi večer. Zapihal bo zahodni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru med 9 in 10 stopinj, čez dan pa bodo termometri v Murski Soboti pokazali 24 in v Mariboru 26 stopinj Celzija. V četrtek bo v zahodnem in deloma v srednjem delu Slovenije pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, ki se bodo popoldne okrepile in razširile. Na vzhodu bo še večinoma sončno, pihal bo okrepljen jugozahodni veter ob morju jugo. V petek bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 9 in 16, dnevne pa med 20 in 26 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke in gledalci, ponovno vas pozivamo k upoštevanju nasvetov strokovnjakov in ukrepov vlade. Zato si redno umivajmo roke, kašljajmo in kihajmo v robček ali rokav, redno zračimo prostore in držimo razdaljo 1,5 metra. Vse, kar je potrebno, pa boste vsak dan sproti izvedeli v Pomurskem dnevniku. Nasvidenje do prihodnjič.